Jasmina Cibic se že nekaj let ukvarja z fenomenom politično motiviranega obdarovanja na področju kulture. Skratka, razstava Fundus prizadevanja temelji na predpostavki razpada nekdanje transnacionalne ureditve sveta, kjer si je diplomacija prizadevala, skratka gre za akcijo, za konkretna dejanja, da s pomočjo kulture, s pomočjo skratka fundusa, določenega nabora kulturnih dobrin, umetnin, spodbudi mednarodne odnose k večjemu sodelovanju in k miru. Gre torej za iniciative, ki so sledile večjim svetovnim vojnam in tragedijam, ki so jih te povzročile. Skratka, gre za nekaj dokaj utopičen, idealističen model, ki ima konkretne materialne učinke in dokaze, ki jih Jasmina Cibic pravzaprav pridno išče v arhivih, v zapuščinah različnih inštitucij po svetu in doma. Skratka, gre za neko prakso, ki izginja oziroma se spreminja. En temeljnih načel, lastnosti koncepta obdarovanja, ki ga je ugotovil sredi prejšnjega stoletja znameniti antropolog Marcel Mauss, je, da gre za neko reciprociteto, za neko kroženje. Skratka, ne gre za neko prostovoljno gesto, neko dejavnost pozornosti in ljubezni, temveč za strukturirano gonilo vsake družbe, od predmodernih do današnjih. Skratka, darilo vedno terja, obdarovanje vedno zahteva sprejem darila, zavrnitev je škandal in proti obvarovanje nazaj. Seveda, merjenje moči v teži, vrednosti, razkošju darila je pa pravzaprav neposredni odraz in že spet sporočilo premoči znotraj diplomatskega parketa svetovnih sil. Z spreminjanjem razmerij moči na globalni ravni, spreminjanjem kulture, razgledanosti, bontona politikov in njihovih diplomatov se spreminja tudi status kulture, trgajo se vezi med politiko in kulturo, med državo in njenimi darili, ne nazadnje tudi med obdarovanci, daritelji in med narodi kot še vedno oziroma znova v luči populizma vedno pomembnejših dejavnikov mednarodnih odnosov. Kot reakcija na grozo Prve svetovne vojne se leta 1920 ustanovi Društvo narodov. To je organizacija, ki je neka predhodnica Organizacije združenih narodov, kasnejše Lige narodov. Skratka, gre za idejo transnacionalnega povezovanja, ki naj bi v prihodnosti preprečila nadaljnje eskalacije konfliktov v smeri vojnih grozodejstev in destrukcije. Skoraj malo manj kot 10 let po ustanovitvi se pojavi ideja o zastavi te organizacije. Skratka, o nekem emblemu, nekem simbolu te nadnacionalne, globalne, nove organizacije. Predlogi temeljijo na darilih. Skratka, narodi in posamezniki si prizadevajo podariti v skladu z ideali časa tej novo nastajajoči transnacionalni organizaciji nek univerzalni vizualni simbol.
tukaj smo skratka v letu 2029, zato je možen nabor teh osnutkov, ki ga vidimo v tej sobi, apliciranih na posamične bobne. Seveda je značilno, da do končne izbire enega znaka, ene podobe zastave nikoli ni prišlo, prav zaradi tega, da ne bi določen stil, določen slog, sporočilo obveljalo za univerzalno, kljub svojemu konkretnemu poreklu, svojemu jasno izsledljivemu izhodišču. Skratka, neka ideja, ki je nastala pravzaprav kot poskus ublažitve trenj in nadaljnjih konfliktov, rezultira v neki paralizi tega projekta, ustavi se izbor, ker že v svojem jedru nosi zametke potencialnega konflikta, ki ga lahko povzroči. Zato je ta nabor teh osnutkov pravzaprav vse, kar je na voljo, nikoli ni nobenega med njimi, ki bi obveljal oziroma funkcioniral kot zastava Združenih narodov, kot bi danes temu lahko rekli. Zakaj jih Jasmina Cibic razstavlja na ta način? Formo bobna povzame, to je značilen inštrument za performanse koračnic, skratka, že spet neke glasbene forme, značilne za vojne pohode, opogumljanje narodov v boju z drugimi za prevlado na določenem področju. Poleg tega je na otvoritvenem performansu razstave bil uprizorjen nek kolaž himen in koračnic, skratka nekih konstitutivnih in destruktivnih glasbenih form vsake države, vsakega naroda. Tudi te notni zapisi so darila. Tako da pravzaprav ves material na tej razstavi temelji na tem konceptu darila oziroma podarjanja neke kulturne, neke umetnostne produkcije. Prostorske postavitve Jasmine Cibic so nekakšne simulacije celostnih ambientov, ki jih srečuje v svojih raziskavah, zlasti arhitekturne, pa tudi ostale dediščine. Skratka, skoraj nikoli stene galerijskih prostorov niso razkrite. Vedno jih zapre, vedno jih nanaša z različnimi plastmi. Barve, vzorci zaves so največkrat po istem principu filmskih dialogov, kadrov, neke zloženke, neki kolaži, ki črpajo iz obstoječih historičnih motivov. Največkrat na tej razstavi gre za črpanje iz motivov, ki jih najdemo v Muzeju Jugoslavije v Beogradu. To je muzej, ki je nastal z združitvijo memorialnega centra po smrti predsednika Tita in muzeja, ki je shranjeval vsa uradna darila, ki jih je Jugoslavija oziroma njen predsednik v dobrih 30 letih svoje aktivnosti prejemal. Zato pravzaprav ta nekoliko eksotičen, nenavaden videz teh ambientov, teh motivov, zlasti gre za
slikovita darila predstavnikov neuvrščenih držav. Kot vemo, Jugoslavija je bila ena ustanoviteljic gibanja neuvrščenih, katerega večino držav so sestavljale afriške države s svojimi specifikami tudi na področju razumevanja kulture, umetnosti, darila, obdarovanja in s tem povezanih ritualov. Tako. Na podlagi zavez z vzorci iz Muzeja Jugoslavije Jasmina Cibic izmenično kaže dve seriji studijskih fotografij. Gre za dva fenomena obdarovanja. Prvi so štafete, posebej izdelane palice strani umetnikov, ki so med letom 57 in 77 bile podarjene predsedniku Titu. Ta čast je ponavadi pripadla posebno pridnim, zaslužnim delavcem, dijakom, mladincem, predstavnikom pomembnih kolektivov za takratno družbo in državo. Skratka, Jasmina Cibic jih kombinira s fotografijami vrtnic. Gre za posebne, redke zvrsti vrtnic, katerih značilnost je, da so vse poimenovane po velikih možeh, po velikih politikih svojega časa, ki iz historične perspektive veljajo za tako imenovane očete evropskega združevanja, projekta Evropske skupnosti, kot ga poznamo danes. Denimo Helmut Kohl, Sandro Pertini, Konrad Adenauer in podobno. Skratka, tako vrtnice kot štafetne palice Cibic studijsko naseli z živalcami, z veščami, posebej jih osvetli v stilu pravzaprav slikarstva 17. stoletja, ker je ta motiv tihožitja poimenovan vanitas. Skratka, gre za aluzije, motivne aluzije na minljivost, konkretno na smrt, na razkroj vsega na tem svetu, tudi političnih projektov, tudi idej, ideologij močnih voditeljev. Zato pravzaprav ta kombinacija teh na prvi pogled nenavadnih, nezdružljivih motivov. Jasmina Cibic si v svojih postavitvah prizadeva za neko celostnost. Skratka, gre vedno svojo idejo poskuša prezentirati skozi različne medije. Fotografije, gibljive slike oziroma film in oblikovanje oziroma nekakšno arhitekturo, nekakšno pohištvo same razstave. Skratka, razstava nikoli ni bela kocka in klop nikoli ni neka nevtralna forma, ampak je tudi ta oblikovana glede na določene citate, na neke prevzete forme iz bodisi muzejskih, bodisi političnih institucij in ustanov preteklosti. Tako pravzaprav se ta motiv zavese ponovi tudi prostorsko, na klopeh, na pohištvu. Poseben poudarek je pa to znamenito kolo, ki je nekakšen leitmotiv njenih številnih razstav od njenega nastopa na slovenskem paviljonu na Beneškem bienalu pred skoraj 10 leti do danes. Skratka, gre za sporočilo, nasvet,
ki so ga organizatorji svetovne razstave leta 1957 vsem potencialnim sodelujočim državam poslali kot odgovor na vprašanje, kaj naj pokažemo, kaj naj razstavimo. Odgovor je zelo preprost, vse, kar si želite in nič, česar se bojite. To je že spet v duhu časa napredka mednarodnega združevanja, ki je sledil drugi svetovni vojni, skratka nobenega strahu. Ta izjava se pravzaprav lepo dopolnjuje tudi z alegorijami, ki se pojavljajo v filmu Darilo. Te so pravzaprav nastale na izhodišču sporočila ameriškega predsednika Roosevelta svojemu narodu. Ta jih je pravzaprav hotel opogumiti pred vstopom Združenih držav v drugo svetovno vojno in jim je pravzaprav posredoval štiri načela, 4 svobode, za katere se je vredno boriti. Svoboda izražanja, svoboda veroizpovedi, svoboda pred pomanjkanjem in pred strahom. Skratka, že spet to pravzaprav plemenito, idealistično sporočilo opogumljanja ljudi. Skratka, ničesar se vam ni treba bati, najbrž je tako hudo, skupaj bomo zmogli. V filmu Darilo so vsi dialogi citati, so sestavljenke iz arhivskega gradiva, skratka zapisniki sestankov, na katerih so politiki odločali o politično motiviranem obdarovanju na področju kulture. To so zanimive debate, to je arhivsko gradivo zmontirano v nek imaginarni scenarij in razdeljen med vloge, med alegorije različnih umetnosti in 4 članov žirije, ki pravzaprav v tem tekmovanju posamičnih darov poskušajo najti najboljšega. Zadeva se konča precej destruktivno, med seboj se skregajo, ne najdejo skupnega jezika več. Skratka, gre za nek absurdni preobrat. To prizadevanje za združevanje narodov pravzaprav rezultira v svojemu nasprotju. Skratka, tako kot je ta scenarij, to besedilo, pravzaprav prenos realnih zapisnikov skratka, v nek konstrukt, v neko fikcijo, tako tudi konkretne arhitekturne pokrajine, združene znotraj filma, sestavljajo neko nadarhitekturno, abstraktno pokrajino, ki pač se je ne da več natančno opredeliti. Seveda gre za tako znamenite stavbe, kot je sedež francoske komunistične partije v Parizu ali pa palača Lige narodov v Ženevi. Ampak tukaj jih Jasmina Cibic nareže, zmontira na novo. Prehodi med njimi so fikcijski, so mehki in pravzaprav iz konkretnih arhitekturnih elementov se stavi neko novo arhitekturo, tako kot iz konkretnih dialogov nekdanjih politikov in diplomatov se stavi neko novo pripoved, novo zgodbo samega filma. Pravzaprav najnovejši element, nastal posebej za to razstavo, je portret Napoletana, lipicanca,
ki je bil uradno državniško darilo predsednika Pahorja Muammeru El Gaddafiju 2 leti pred njegovo smrtjo. Zanimivost tega darila je, poleg tega, da seveda nikoli ni odpotoval v Libijo, tako kot kamela, ki jo je Pahor dobil v zameno, nikoli ni prispela v Slovenijo. Vendar gre za neko simbolno raven obdarovanja, že spet ustrezno, pač kulturno podlago države. Naknadno je bilo ustanovljeno, da ta lipicanec pač nosi genetsko napako, kot tak ni primeren za nadaljevanje, za razplojevanje in je obtičal nekje, ne samo v zgodovini, ampak tudi v biologiji. Tako da je pa lepa metafora dejstva, da je pravzaprav vsako politično motivirano darilo nekakšen trojanski konj, da vedno gre za nekaj več ali pa nekaj manj, kot gre na prvi pogled pri tem obdarovanju. Vedno je nosilec nekega bolj ali manj prikritega sporočila ali pa nekakšnih namenov, ki se v trenutku izvajanja obdarovanja še ne kažejo tako jasno, kot se v zgodovinski perspektivi. Skratka, gre za neke premene, neke nove luči, skozi katere pač presevajo neki drugi pomeni teh daril. Poleg trpežnosti, poleg primernosti kulturnih dobrin v politično motiviranem obdarovanju, skratka, primernosti za to cirkularnost ekonomije obdarovanja. Drugi zanimiv moment teh daril je, da pravzaprav enkrat, ko so osvobojeni svojega prvotnega konteksta, skratka te politično nasičene intenzitete, same geste obdarovanja lahko zadihajo v neki novi luči, lahko so pravzaprav primerni za nove interpretacije in za nove rabe same izvirne izkušnje svojega obstoja, svojega namena, svojega kroženja.